Takole v tokratnem kompletu energiji meseca novembra smo se odločili, da bomo vendarle še malo poklepetali o potrošništvu, o vsej noriji Black Fridaya in vsem tem, kaj je smiselno, kaj ni smiselno, kaj podpiramo, kako ne podpiramo in kakšen učinek ima v resnici to. No? Pa bi jaz mogoče začela z enim podatkom, ki je mene dosti šokiral. In sicer, če bi danes nehali po vsem svetu na celem planetu šivati in izdelovati oblačila, bi lahko še vedno oblekali 6 generacij. Se pravi, 6 generacij. Noro. V Ljubljani je bil v mestnem muzeju bila razstava oblačil preko stoletij. In ko greš čez tisto in gledaš, ko so imeli ljudje eno majčko, ko so jo doštukali, preheftali z leve, z desne, mi imamo pa za vsak dan v povprečju 2-3 oblačila, ki jih zamenjamo, prerastemo. Modne smernice, ki so namenjene zgolj temu, da imamo vsako sezono drugačna oblačila. Ta števil, mislim, to je grozljivo. Kaj delamo planetu s tem, je grozljivo. Ampak zakaj ne? Kaj je tisti vzgib, ne? Vedno nekaj novega, vedno gremo. Ne? Ni neke stabilnosti notranjega zadovoljstva, tudi kvalitete ni ta prave. Ne? Torej, nositi dobra oblačila, ki so kvalitetna in trajnostno narejena, to je res tudi občutek, to je odnos, v bistvu vse je odnos. Ampak jaz sama pri sebi vem, kadar sem imela največje mogoče, ne vem, preizkušnje v življenju ali pa težka obdobja v življenju ali pa kakorkoli, dejansko sem začutila, da ko sem si kupila nekaj, da mi je bilo fajn. In trenutno. Ja. In razumem, zakaj je najbolj razširjena terapija na svetu shopping terapija. Ne? Ampak to pomeni, da je na svetu veliko nezadovoljstva. Ja, mogoče zato, ker se na svetu promovira nezadovoljstvo. Seveda. Moramo biti nezadovoljni, da smo lahko dobri potrošniki. Zadovoljen človek ne bo imel potreb, razen teh osnovnih potreb, da je normalno, lepo, toplo, fino, primerno oblečen, sit, ima streho nad glavo in lepe, čudovite odnose. Ne? Kako pa ti gledaš na to, Jimmy? Kaj meniš? Smo v obdobju sprememb vrednot. To, kar ste zdaj omenjali, je pravzaprav rekonstrukcija oziroma dekonstrukcija starih vrednot, ki temeljijo na samo eni besedi, pohlep. In pohlep in dvoličnost sta verjetno 2 zelo velika virusa vsakemu od nas in verjetno največja prepreka v duhovnem razvoju. Na srečo, čedalje več je takih ljudi, ki se ozaveščamo in širijo to zavedanje, da ta pohlep in vrednostni sistem treba zamenjati. Ne? To, kar vi zdaj govorite, v bistvu, kako zamenjati na individualnem, ampak tudi na kolektivnem nivoju vrednost. Začne se pa pri sebi, valjda. Ne? Tako da sami se držimo tih vrednot, ne samo, da jih propagiramo, ampak da jih se držimo v dnevnem. In to je celotna zdaj. In svet gre v to smer, je pa res. Ne? Navade, stare navade, ki so utrjene, še spodbujene, so zelo močne. Bo nekaj časa proces, ampak definitivno napovedujem, da se bo to razpadlo. In definitivno treba zgraditi in gremo tudi v nove vrednote. In čim več je takih posameznikov, kot smo mi tukaj in širom sveta, hitrejše bo proces in lažje bomo, kot je lepo rekla, bomo lažje vzpostavili boljše odnose s sabo, z drugim, pa tudi zemljo. Ne? Zemlja na koncu trpi. Eden izmed najbolj grozljivih, jaz glede na to, da sem že 20 let v medijskem svetu, gledam na reklame, bolj sem pozorna na reklame, na jumbo plakate in tako naprej. Skratka, 10 minut pred največjim nakupovalnim središčem v Sloveniji, reklama lepša že čez 10 minut. Ja, seveda. In zdaj... A veš, kako ti to dejansko
podzavesti Programiranje je. ti sprogramira, zdaj pa če ne boš zapravila za nohte, pa za trepalnice, pa za uno oblačila, pa Ne za boš frizerja, lepa, pa ne boš lepa. Saj tudi, če pogledamo, zakaj se večinoma, bom mogoče tukaj rekla, ženske odločajo. Nohtki, trepalnice, ta ličina, uno, tretje, četrto. Ko je pa treba investirati mogoče v psihoterapijo, ker mislim, da bi nam vsem sem tretja kdaj prišla. Ali pa kaj tacga mogoče, kar ni otipljivega, kar ti ne bo pisalo na čelu. Ja, Ni znamke na moji torbici, ki priča o tem, da je Louis Vuitton. Kako zelo težko pa tam damo denar. Ja, zelo. Klic po ljubezni, klic po sprejetju, torej ženske še vedno iščemo to od zunaj, ne? Ali pa iščejo. To izhaja pa od znotraj, ne? Ne moremo kupiti tega in kolektivni zavesti še vedno to ni jasno. Ne? Da to resnično zadovoljstvo pride od znotraj in je potrebno vedno znova novo potrditev. Ne? Ego hoče potrditev, ne? Da sem lepša, da sem ne vem kaj boljša od drugih, če bom kupila to in to in to, kar je narobe svet. Ampak če ste realne, recimo, če zdaj ženske pogledamo, prosti, Jimmy, lahko ti to poveš. Ampak če ženske gledamo, ponavadi ženske nosijo 20% stvari, ki jih imajo v omari. In to so res tisti kosi, ki so ti res fajn in kako bi izgledala omara na pol prazna s prostorom, mislim, dejansko bi dihala. Ne? In to se mi zdi, da je krasno. Moram pa tlele vendarle spromovirati, recimo Etsy je meni platforma, ki mi je zelo všeč. To so rokodelci, ljudje, ki doma izdelujejo stvari in recimo tam dobiš res torbico, ki bi blagovno znamko plačal, ne vem koliko, dobiš ročno zate narejeno, zbereš si, kakšno barvo bi imel, zbereš si obliko, zbereš si vse, lahko naklikaš, a hočeš, da je iz Ukrajine, iz Litve, iz Latvije, iz Rusije, iz Amerike, kjerkoli, tako da... Spodbujanje ustvarjalnosti. In tudi ogromno Slovencev je gor in slovenskih, kar se tega tiče. Mogoče še nekaj besed o noriji Black Friday, ki je prišla v Slovenijo nekaj let nazaj, na začetku zelo fokusirana na črni petek in nekaj dni pred tem. Zdaj se mi pa zdi, da je že kar cel mesec. Ja, to je rado tako kot novo leto. Ne? Novoletni program, jaz imam rojstni dan avgusta. V ogromno trgovinah že zasledim v kotih novoletni program in se mi zdi, da črni petek je isto rad. Kar naenkrat ga bomo začeli, septembra ga bomo že začeli napovedovati. Širi se, ne? Ja. In ne moreš ustaviti, vedno več. Ampak Black Friday temelji dejansko na časih suženjstva in tistih najtemnejših obdobjih človeške zavesti, bi lahko rekla, ali kako. Ja. In zdaj smo v obdobju transformacije človeške zavesti. 2025 zaključuje nek del obstoja, ne, in napoveduje drugačno obdobje, ki prihaja. Tako da mogoče čim več tovrstnih pogovorov, ne samo o tem, kjer lak za nohte je dober, pa kaj ti pomaga shujšati, ampak dejansko tudi kvalitetni pogovori med nami, med tem, ko sedimo na kavi, ko mogoče, ne vem, srečaš sosedo na hodniku in tako naprej. In pozdraviš zavestno. Ne? In si vzameš čas. Ja, več časa za odnose, za rituale, za dobrobit, za povezovanje. Mnogo let nazaj je zdaj že, mislim reči zadnjič, se je zgodilo, da sem bila na eni tržnici in se srečata v starejših letih moški in ženska. Živijo, kako si? A greva na kavo? In sem rekla, wow, koliko je pa to lahkotno. Jaz si moram 15 SMS-ov napisati, pa 3-krat se moram slišati z nekom, da grem na kavo. To je pa taka spontano, se vidiš, gremo in se mi zdi, da to nas resnično bogati. Pa to, kar si zdaj rekla, ne? Včasih smo se zmenili in je tako bilo. Brez mobitelov, brez tega, da si se 15-krat potrdil, nisi potrdil, nisi lovil. Me zanima, če bi bili tega mlajše generacije danes pa še sposobne. Če bi jim zdaj odrezali internet. Se spomniš, ob 3. polni luni se srečava na desnem bregu. Jaz bom... Bližje naravi, ne? Bolj jo poslušamo, bolj sodelujemo z njo, bolj jo slišimo. V bistvu tudi lahkotneje spreminjamo svoje navade in treba se obrniti navznoter. Recimo imamo točko na telesu,
ki nam pomaga preoblikovati slabe navade. A zdaj una prekriva, lahko pokažeš. Tako, svojo to zadnjo tukaj. Čihaj? Ja, malo nižje prehod, v bistvu kamnita vrata, prehod prednikov, 3 prste, 3 širine palca pod popkom se nahaja. In če redno dihamo tam noter, še posebno na posebne dneve, ki pridejo vsake 2 meseca, lahko res dobro preoblikujemo svoje navade in spuščamo. Ne? In pohlep se recimo spušča tudi na točki na prsnici, delovalni kanal 17, ko dihamo v to področje, v bistvu spuščamo te navezanosti, ker smo navezani smo, ker nas je strah nas je pomankanja. Ne živimo v ljubezni, obilju in sproščenosti, ne zaupamo in zato se moramo nečesa držati od zunaj in tako pridemo do potrošništva in navezovanja. Okay, ampak ljudje bojo rekli, zdaj kupil sem neki na Cyber Monday, en dan prej je bilo pa še Black Friday, a je razlika? Ker si vseeno kupil, ne, in imaš občutek, v vsakem primeru trošim, ne, ampak mogoče zdaj to ozadje, ta namera, ta energija, ki je od zadaj, je malo drugačna, ne. Pozornost je malo drugačna, ne. Tako da cyber kot svetloba, ne, če nas napolni, mogoče se pa res nekako lahko ne povežemo s seboj, kar res potrebujemo, kar res podpiramo, ker tako ali drugače potrošniki smo in bomo tudi naprej, ampak je bistvo v tem, kakšni potrošniki smo. Torej, trošimo za nekaj, da pridobimo neko korist. Ne? Lahko je strošek ali pa investicija. Tako, lahko pa trošimo iz nekih čustvenih vzgibov, od zadaj neka čudna energija in trošimo brezmejno. Tako da razlika je med potrošniki. Ne? In nisi vedno potrošnik, ampak tudi nekaj daš, da nekaj dobiš. Ne? Na Cyber Monday ste lahko investitor. Res je. Ja, ker jaz bi rekla tudi z numerološkega vidika. Ne? Čisto Tako. vsaka beseda ima neko vibracijo. Zato je tako pomembno naše ime, naziv podjetja in tako naprej. Pravi, že beseda black, črni petek, nič nimam proti črni barvi. Ampak kot prvo, zgodovinsko ozadje. S čim pravzaprav mi sebe identificiramo, če smo del nakupa, ki izvira iz, ti si prej tako lepo rekla, za enega najtemnejših obdobij človeštva. Če je to pobuda, da bomo zdaj jaz dala popust, ne. Veš, kaj je meni zanimiv? Meni je nekaj drugega zanimiv. Ok, ena zadeva je 70% znižana, ne? A cel let nas tako okrog prinašajo. Mislim, a veš, dejansko oni si lahko prvoščijo zdaj z neki 70% znižan. To ni, mislim, tle je nekdo prikrajšan v verigi. Absolutno. Se pravi, nekdo v verigi je bil izkoriščen, ker to ni normalno. Poglejmo delavce, ne, ki delajo, ki šivajo. Kdo je bil? Nekdo je zdaj tle plačal ta račun, zato da mi lahko kupimo 70% znižen. Na koncu, če to niso neki otroci v Bangladešu, ne, je pa to mama narava, ki je pa v bistvu To pa v naša vsakem mama. primeru. Ja, Da, v vsakem davek plača primeru. vedno. Ja. Davek je vedno na potrošništvo je nek davek, ampak vse te cene, vse kar je pretirano seveda, nima dobene zdrave osnove in vedno je nekje izkoriščen. Gre za neke kraje, bi lahko rekli. Ne? Nekomu vzamemo, da lahko potem damo naprej in dobimo viške. Ampak če pogledamo novo ali pa sveto ekonomijo, govori o tem, da presežke morda darujemo bolj na ekonomiji obdarovanja, ne pa kopičenja in pohlepa in pridobivanja koristi. Ampak dajmo srcem, dobili bomo, vsi bomo nekaj od tega imeli, ne? In tu je gradnja nekega bolj prijaznega sveta, ki res lahko živi in diha. Ne? Hvala lepa za tale spontan in neplaniran pogovor. Zelo sem uživala v tem. Tako da evo, Enako.
Klepet ob kavi je neodvisna produkcija in tudi pri nas priporočamo seveda izdelke. Paretovo pravilo imamo 80-20, se pravi 80% čist nekomercialnih zadev in 20% takih, kjer se kaj priporoča. Black Friday popustov ne bo, Black Friday znižen tudi letos ne bo. Bomo pa pripravili eno lepo priložnost za Cyber Monday, za ponedeljek, ki bo tisti ponedeljek Cyber Monday, ko bodo tehnologije po posebej neki taki varianti opciji, da bo bolj primerno oziroma da bo bližje, bodo pa to izdelki, ki vam bodo pomagali, da vaš dom spremenite čim bolj v kliniko, v prostor, kjer lahko počivate, se regenerirate in zares živite vitalno življenje, povezano s fotobiomodulacijo vsekakor. Hvala lepa za tale pogovor. Hvala. In se vidimo v tele kombinaciji v energijah meseca decembra na novi lokaciji. Malček drugače bo, tako da se veselimo. Mački bojo pa isti. Ja. Mački bomo pa vsi isti. Ne?